Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Slovenija nima predsednika vlade, ima pa Robi Starja Solarja. Vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Vas zanima, kako je, ko v Ajdovščini zapiha burja? Sodeč po tejle hudomušni lestvici, piha šele, ko veter divja več kot 150 km/h. Do takrat pa ni hudega. Sedaj pa se lotimo 89. oddaje pravljične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali stavka ali kulturna revolucija. Zakaj vlada, namesto da bi končala stavko zdravnikov, fura kulturno revolucijo? Zdravniki stavkajo že 7 tednov, konca stavke pa še ni na vidiku. Zakaj si vlada ne prizadeva za končanje zdravniške stavke, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, dr. Matevž Tomšič in pa Janez Zupan. Matevž, Janez, dobrodošla. Lepo zdrav. Živijo, dober večer. Matevž, če si sposodimo to primerjavo iz uvoda v današnjo oddajo, kako hudo po tvoje piha burja oziroma kako hudo piha zdravniška stavka ta hip? Ja, dobro, tukaj se vprašamo, kakor za koga, oziroma z katere, z čigave perspektive. Tukaj nedvomno je pač za tiste paciente, ki nekako zaradi stavke niso recimo prišli na vrsto ali niso dobili tega, kar bi potrebovali, za njih je sicer seveda situacija slaba. Ampak ja, morala biti slaba tudi za vlado, ker konec koncev ne to, da zdravniki stavkajo toliko časa, kot v zgodovini samostojne Slovenije še niso in kar je seveda nek zelo jasen odraz tega, da zdravstveni sistem ne deluje tako, kot bi moral. Tega seveda vlada se česa takega ne bi smela želeti in bi morala storiti vse, kar je v njeni moči, da pač se stvari razrešijo. Pa kaj se tu dogaja? Tukaj strani vlade, sploh strani predsednika vlade, pa tudi pristojne resorne ministrice, ni kaj dosti videti, da bi, ne vem, neko zelo veliko energijo vlagala v reševanje tega. Konec koncev tukaj zelo povedno je to, da je ministrica takrat, ko bi pač treba se bilo angažirati, se odpravila na dopust. In tukaj bi lahko rekli, če smo malo cinični, da tle nekako se kar zgleduje po njenem šefu, se pravi premijeju, ki tudi zelo rad nekako odhaja na dopust, tudi mogoče takrat, ko to ne bi bilo najbolj primerno. In ja, ni videti tukaj neke velike iniciative, kot da izpade, kot da je dovolj to, da se, ne vem, zdaj preko svojih medijskih izpostav očrni zdravnike pred javnostjo, in da potem zdaj vlada misli, da bo kaj, kar s tem, da bo ona profitirala. Samo temu ni nujno tako. Tudi če nekako podpora stavki pada, to še ne pomeni, da se podpora vladi s tem kaj izboljša. Lahko tukaj gre za neko igro z negativno vsoto, kjer pač in zdravniki in vlada izgubijo v končni fazi. Pa seveda tudi pacienti. Ja, tako imenovana zero-sum game. Janez, a si ti občutil recimo zdravniško stavko zdaj v teh 7 tednih? Jaz osebno je nisem občutil, ker v teh 7 tednih nisem potreboval nobene storitve strani zdravstvenega sistema, strani zdravnikov. In tudi, kakor vem, pa kakor sem se pogovarjal s tistimi, ki so zdravniki ali pa tistimi, ki so potrebovali zdravniško oskrbo, ni bilo kakšne posebne razlike med tem, kar je bilo prej, pa kar je zdaj, ko poteka tako imenovana stavka. Tako da mislim, da bolniki sicer verjamem, da če se kakšni te predstavljajo, kakšni pregledi specialistični ali pa kaj, verjamem, da čutijo to razliko, ampak se pravim, kolikor sem jaz uspel pridobiti informacije z različnih strani, zdravniki tudi tisti, ki stavko podpirajo, relativno normalno delajo. Tako da v veliki večini se mi zdi, da ne zaostaja delo za...
A je mogoče to problem, v narekovajih, Matevž Janez, da se premalo čuti ta zdravniška stavka, ne? Ker je nenavadno, da pač zdravniki stavkajo že 7 tednov, pa se to praktično ne pozna, ne? Zdaj, če bi katera druga dejavnost recimo stavkala, bi človek pričakoval, da po 7 tednih bi šlo že za kolaps sistema, ne vem, karkoli v javnem sektorju, ne? Od šole do česa drugega. Tle vidimo, ne, v zdravstvu oziroma pri stavki zdravnikov, pa to lahko traja, pa nič ni videti konca. Jaz nisem prepričan, da drži to, kar praviš, da bi kjerkoli drugje bil v javnem sektorju stavkal, da bi torej nastopil kolaps sistema. Misliš, da ne? Mogoče kje ja, ampak kje pa se tudi kaj dosti ne pozna. Sploh, če bi recimo temu tiste nujne zadeve upravljala, ne. Seveda v zasebnem sektorju pa to drugače. Ne? V zasebnem sektorju bi pa torej, fabrika v 7 tednih propadla, recimo, ne? Kakšna industrijska proizvodnja ali kakorkoli. Tako da se mi zdi, da v javnem sektorju, seveda, odvisno kakšna bi bila ta stavka, ne? Če bi bila taka, kot je zdravniška, torej, kjer se na vetru tega, recimo temu, izrednega javnega šikaniranja, ali kako bi človek temu sploh rekel, zdravnikov, si niti ne morejo prvošati, niti si ne upajo, niti, tudi če bi imeli te ambicije, recimo temu, resnično ful zmanjšati svoje delo, ga ne bi najbrž, še že zaradi tega ne, pa se mi zdi, da tudi tako ne, tudi iz tega, kar se po medijih pojavlja, ta Hipokratova in tako naprej, tudi pa za bolnike smo in tako naprej, se mi zdi, da so zdravniki v to smer usmerjeni recimo v veliki večini, ampak, tako da nisem prepričan, da bi na drugi strani kakšen blazen kolaps, razen tega, da bi se seveda čakalne vrste povsod podaljšale in na javnih upravah oziroma in drugi. Ja, seveda tukaj zdravstvo je taka zelo specifična dejavnost. Ne. Tukaj se dejansko razlikuje od kakšne druge, ker konec koncev zdravniških ali pa zdravstvenih uslug, ali pa storitev večina ljudi ne potrebuje prav pogosto. In ljudje smo v bistvu srečni, če je temu tako. Vsak je vesel, če je dovolj zdrav, ali pa da mu zdravje tako dobro služi, da ne rabi zdravnika. V tem primeru je tudi vesel nekako, da te stavke ne občuti. Medtem ko recimo, če bi bila stavka na primer šolstvu, bi bila situacija že drugačna, ker pač ljudi, ki imajo otroke v šolah, ki bi potem ostali doma, je bistveno več kot tistih, ki rabijo neko zdravstveno oskrbo. Poleg tega je še tukaj zdravniški poklic specifičen. Pač zdravnik dejansko nikoli ne more zares stavkati. Tako na način, da bi prav prekinil delo. Kot lahko stavkajo v kakšnih drugih dejavnostih, ko preprosto, neko podjetje preprosto zapre štacuno, kot se temu reče. Se pravi, ko se ali proizvodnja ustavi, ali ko se pač recimo trgovina ustavi, ni neke preskrbe, in take zadeve ljudje občutijo. Če bi recimo trgovine nehale delati, bi to občutili, ali pa če bi recimo bencinski servisi recimo zaprli svoja vrata, medtem ko pač kot rečeno, zdravniki pa ne morejo stavkati na takšen način. Pač tudi ko stavkajo, morajo večino svojih dejavnosti še vedno opravljati. Zato pač oni so v nekem takem tukaj zelo posebnem položaju. In tukaj očitno zdaj si vlada nekako smatra, dlje kot bo stavka trajala, nižja bo podpora zdravnikom, slabši bo njihov imidž, ampak jaz zelo dvomim, da bo to vladi kaj pomagalo. Ampak zakaj potem po vajenem mnenju pač vlada misli, da bo to očrnjenje javno zdravnikov kaj pomagalo, če smo ravno kar ugotovili, da večina ljudi pač neposredno ne čuti te stavke in verjetno držite to, kar praviš, Matevž, da zdravniki niso odvisni od svojega imidža oziroma so bistveno manj odvisni od svojega imidža, kot pa recimo vlada od svojega imidža. Ja, jaz mislim, da sta tukaj dva problema oziroma da sta dve ambiciji oziroma dve motivaciji, da je zadeva taka, kakršna je. Prva se mi zdi to, kar so že mnogi komentatorji oziroma kar smo mnogi komentatorji in analitiki ugotavljali, da je vlada dejansko nesposobna skleniti kakšen dogovor.
To se je dobro videlo s tistim podpisanim Loredanovim dogovorom, ki danes ne velja več in ki ga ne more izpolniti in tako naprej in tako nazaj. Ne, ko greš v nek deal, ki ga predsednik vlade podpre in potem ugotoviš, da to je nemogoče, kar si podpisal, da to sploh ne moreš izpolniti naknadno, seveda, ne, ko je že vse podpisano. In torej, ena stvar je ta nesposobnost, druga stvar je pa po mojem mnenju, v bistvu so tri, no, druga stvar je po mojem mnenju, da torej s tem očrnenjem želi rating sebi dvigati, kar je, tako kot je že Matevž ugotavljal, nek račun brez krčmarja. Tretja stvar je pa tudi, se mi zdi tudi ta, da želijo, da se v zdravstvu dejansko nič ne spremeni, da vse ostane tako, kot je. Ne vem, to kot vlada sama ali pa kot tiste interesne skupine, ki so od zadaj prepopane, ampak se mi zdi, da tudi zaradi tega se potem pozornost preusmerjale, tako kot so zdravniki bed, da jim to podporo dobiti, da imajo iste plače, kot jih imajo, oziroma da se minimalno dvignejo pogajalske pozicije in tako naprej. Tako da se mi zdi te tri razlogi, da so glavni faktor pri tem, da smo trenutno v stanju, v kakršnem smo. Matevž? Ja, tukaj jaz mislim, da gre vlada po neki liniji najmanjšega odpora. Tukaj, ne, najlažje je ne storiti nič in krivdo za stanje preusmeriti na nekoga drugega. V tem konkretnem primeru za zdravnike, na zdravnike, v kakšnem drugem primeru bi na koga drugega, na neko drugo ali poklicno skupino ali na neke, recimo na rekovajih rečeno, notranje sovražnike, ne, ali pa tudi zunanje sovražnike. Ne, in ja, pač tako je nekako najlažje se soočati s tem. Ne. In ja, v zadju v temu pa tiči pač to, kar je že Janez izpostavil, ne, ta pač neka, lahko bi rekel, zdaj že notorična neučinkovitost in pa bi rekel kar nesposobnost te vlade, ne, da preprosto pač stvari ni sposobna reševati. Ne, in pač tudi to se vidi tudi konec koncev v odnosu, ne, do teh vprašanj, ne, ki pač tukaj vidimo, koliko pomeni nek podpis sporazuma s strani recimo vlade oziroma njenih predstavnikov, tako rekoč nič. Ne. Tukaj pač resorni minister podpiše nek sporazum, ne, in kako recimo predsednik vlade zdaj na to reagira na nek tak zelo, lahko bi rekel, pišmejevhovski način. Ja, to pač je sicer prejšnji minister podpisal, ampak gledajte, zdaj to nima nobene zveze. Ne? Mislim, kot da je to bivši minister Bešič Loredan podpisal v svojem imenu. Ne? Kot da je šlo, tudi tukaj je nek tak spin, ki ga nekako izvaja in vlada in recimo njeni civilno-družbeni podporniki, ne, ki poskušajo vso odgovornost oziroma vso krivdo za ta sporazum zvaliti na bivšega ministra, ne, na Bešič Loredana, ne, s tem, da on je seveda to podpisal ne v svojem imenu, ne, ampak v imenu vlade. Ne. Za tem sporazumom je stala vlada kot celota, na čelu z predsednikom vlade. Ne. Zato nikakor ni mogoče zdaj predsednika vlade nekako ekskulpirati tukaj, ne, češ da ja, pač Bešič Loredan je to nekaj na svojo roko počel. Nič ni počel na svojo roko. Ne? In tukaj je odgovornost vlade. Ne? In ja, ne, da še nekako ta odnos, ne, predsednika vlade, če podpišemo nek sporazum, to kaj pomeni, ali pa tudi ne, to je tudi izjemno slabo znanje za vse ostale, ne, konec koncev, ne, da če se tega sporazuma ne držijo, ne, kje je jamstvo, da se bodo potem kakšnega drugega sporazuma držali. Drži. Ampak držimo se pa mi tega, da si vzamemo krajši premor, tako da ne namojiti gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj vlada ne želi končati zdravniške stavke. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naša stalna komentatorja Matevž Tomšič in Janez Zupan. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj se gre vlada raje namesto, kot da bi končala zdravniško stavko, kulturni boj. Matevž, Janez, da ne bomo nekorektni, predlagam, da si zdaj pogledamo en posnetek, se pravi prispevek TV Slovenija, v katerem bomo videli, da sta tako predsednica republike kot predsednik vlade pozvala zdravnike k končanju stavke. Poglejmo.
Stavka zdravnikov naj se konča, poziva predsednica države Nataša Pirc-Musar. Poziv je bil namenjen tako sindikatu Fidesu kot vladi. V sindikatu Fides so ji ostro odgovorili, da je stavka njihova ustavna pravica, pozno popoldne pa se je odzval tudi predsednik vlade. Kaj je povedal v prispevku Kajko Kodžanič? Predsednica republike Nataša Pirc-Musar dopoldne. Pozivam k začasni prekinitvi stavke, kar bi omogočilo bolj spravljiv prostor za pogajanja. In popoldne s podobnim pozivom tudi premier Robert Golob. Vse stavkajoče ponovno pozovem, da s svojimi stavkovnimi aktivnosti prekinejo in s tem prekinejo negotovost in agonijo slovenskih pacientov. Predsednica Pirc-Musar je poudarila, da je stavka legitimna pravica, ki pa ne sme posegati Stavka zdravnikov na pravico, ne sme posegati. Zdaj, kako si vidva, Matevž, Janez, razlagata ta poziv? Ne? Verjetno ne gre pričakovati, da bojo zdravniki pa zdaj kar rekli, saj res, zdaj pa lahko končamo stavko. Ne? Bi izpadli neresno, ker praktično nobena od njihovih stavkovnih zahtev se vmes ni izpolnila, oziroma še več, ne? Vlada sploh ne kaže interesa, da bi začela neka resna pogajanja glede stavke. No, vse to se tudi ni zgodilo, ne? Zdravniki oziroma njihov sindikat Fides ni prekinil stavko, ker bi pač dejansko bi bilo nenavadno, če bi to storil, ker konec koncev normalno je, če ti nekoga pozoveš k nečemu, da stori neko gesto, v tem primeru recimo prekine ali vsaj zamrzne stavko, mu moraš vsaj nekaj ponuditi. Tukaj bi morala strani vlade biti vsaj neka gesta, recimo, dobre volje, da v smislu tega, da če ne moramo vsega, kar je recimo takrat, kar smo takrat podpisali, iz nekih recimo temu morda objektivnih okoliščin, nemogoče izpolniti, je pa mogoče vsaj nekaj. Medtem ko tukaj vlada ne samo, da tega ni storila, tudi ni recimo nič napovedala, da bo kaj storila. Češ, v smislu, da pač tukaj da gre tukaj za neka skupna pogajanja z javnim sektorjem in potem zdravniki naj se temu priključijo. Se pravi, da se njihove zadeve premaknejo v neko bolj ali manj oddaljeno prihodnost. Janez, kaj ti praviš? Ja, mislim, da je povezano s tem, kar smo govorili pred pavzo, in sicer s temi torej pogajanji, ki so že bila izpogajana, pa potem zavržena, oziroma ta sporazuma. In v tej fazi se mi zdi izredno težko, da zopet neki, ker ti sporazum je bil narejen v tem smislu. Danes podpišemo neki in čez eno leto bo to veljalo. V tem kontekstu je bil ta sporazum narejen. In se mi zdi, da v tej fazi, v kakršni so zgubljeni, kakor zgubljeni so, si po mojem težko prvošče, da bodo rekli, lejte, se bomo čez eno leto pa res pol dobite neki ali pa kakorkoli, kar bi mogoče dejansko bil nek vzrok za prekinjanje stavke. Tako pa se mi zdi, da tudi tega ni več, tudi te pripravljenosti na strani Fidesa najbrž ni več, da bi na te limance zopet padli, ker dejstvo je, da kaj vemo, kaj bo čez eno leto, koliko ministrov se bo vmes še zamenjalo, pa na kakšen način bodo spet vzemali besedo nazaj, ki so jo že dali. Kakor se dogaja tudi seveda ne samo pri tej zdravniški stavki, ampak tudi v drugih recimo temu stebrih javnega sektorja, se s podobnimi stvarmi se soočamo, oziroma s tem, se bomo drugo leto, pa res to, pa drugo leto to, ampak po mojem vse skupaj od tega, od vseh teh obljub, kaj dosti ne bo, ker so vendarle, se mi zdi, zelo nepremišljene. Tako da zelo nepremišljene in zelo izven nekega koncepta, kar je pa seveda logično. Večina poslancev je novih, večina poslancev pojma nima, kaj to sploh počne še vedno po 2 letih, se mi zdi, vsaj tak občutek imamo državljani, in v tej situaciji je težko pričakovati neko resno ponudbo, neke resne dogovore, neke resne spremembe na kateremkoli področju plačnega sistema v javnem sektorju. Ja, zdaj, Matevž, Janez, zdravnikom se očita pač recimo marsikaj. To, da med stavkovne zahteve niso dali
izboljšanja razmer v zdravstvu, potem seveda očita se jim, da kljub temu, da stavkajo, še vedno delajo pri zasebnikih, zdaj po novem se jim očita, da delajo celo pri drugih javnih ustanovah, ne, čeprav stavkajo. Po drugi strani so zdravniki nekateri začeli preklicovati soglasja za prekomerno delo, dajmo temu tako reči, ne, več kot 48 ur na teden, kar je že obremenitev sama po sebi. Kako vidita ta del zgodbe, ne? So ti argumenti, kaj držijo, bi morali zdravniki se drugače obnašati ali pa kaj več storiti na tem področju po vajinem mnenju? No, te očitki se mi zdijo taki, recimo, lahko bi rekel, tipično populistični. Ne? Skratka, igrajo pač na neka čustva ljudi, ne? na neka, da se sprožijo neke predstave v smislu tega, da zdravniki itak že tako dobro zaslužijo, ne? Zdaj pa jim je pa še to premalo in hočejo še več, ne? In da bi zdaj radi še recimo, se na eni strani izogibali dela v svojih rednih službah, ali pa dodatno nekako služili, ne? In potem se nekako ves čas tukaj izpostavlja, da jih vodi predvsem pohlep v teh svojih zahtevah. Ampak dajmo se tukaj vprašati, če zdaj med to stavko, če bi se zdravniki odrekli tega, recimo temu popoldanskega dela, ali pri zasebnikih, ali pri drugih javnih ustanovah, kakšen bi bil tukaj učinek za paciente? Ali bi se situacija za paciente tukaj izboljšala? Ne. Poslabšala bi se, ne? Ker konec koncev zdaj, če delajo v tem popoldanskem času, vsaj določeni pacienti pridejo nekako do svoje obravnave, ki sicer ne bi prišli. Ne? V tem primeru bi se te čakalne vrste še podaljšale. Ne? Zato to vrstno omejevanje, ne, recimo dela zdravnikov, a prepovedovanje tega, da bi, ne vem, delali še recimo kje druge izven svoje ustanove, to dejansko škoduje pacientom. Ne? In konec koncev tudi, če iz nekega, če nekako se še ozremo na to, na ta moralizem, ne? Konec koncev, ja, zdravniki, ne, delajo tukaj v svojem prostem času, ne? To, kar počnejo recimo pri nekem drugem, recimo pri nekem zasebniku. Ne? Konec koncev, gledajte, vsak od nas lahko počne v svojem prostem času, kar pač želi. Ne? Obstajajo sicer imamo institute, kot je recimo konkurenčna klavzula, ne? Ampak ja, v tem primeru to očitno ne velja. Ne? Zato so te očitki, bi lahko rekel, precej brezpredmetni. Zdaj, Janez, ministrica je, ne, po praktično mesecu pa pol stavke odreagirala na nek način, ne, in vladi predlagala v sprejem odlok, s katerim se določa, kaj so tiste nujne storitve, nujni posegi, ki se morajo upravljati tudi v času zdravniške stavke. Zdaj, spomnimo se, ne, v času pandemije, ne, je sedanja predsednica republike, ne, v svojem svojstvu pravnice zelo nasprotovala vladanju z odloki. Zdaj vidimo, ni pandemije, ne, vladanje z odloki gre skozi. Kako si ti to razlagaš, da recimo vlada na ta način posega v stavko z odlokom, ne, kjer v bistvu nekako zapove zdravnikom, kaj morajo početi med stavko in česa jim ni treba? Ja, tukaj bi lahko rekel, da je to tista zgodba o zarečenem kruhu. Torej, a je zarečeni kruh ali pa figa v žepu, saj težko presoditi, kaj zdaj točno je. Ne? Dejstvo je, da vsak izkorišča te inštitute po svoje. Zdaj, kar je Ustavno sodišče ugotovilo, je ugotovilo. Tako da mislim, da bi lahko vsaj to obljubo, to predvolilno obljubo se držali. Zdaj, če so pravzaprav po mojem v kar recimo temu močni meri tudi s to predvolilno obljubo dobili določeno podporo. Torej, prej bila vlada, ki je nezakonito vodila državo, mi bomo zakonito vodili. Tako da tukaj se mi zdi zelo zavržna v bistvu ta poteza. Bi pa mogoče še vseeno tudi se prejšnjega tvojega vprašanja majčkeno dotaknil, ker bolj, ko sem se pogovarjal z ljudmi, pa bolj, ko sem poskušal doumeti, kaj je pravzaprav problem tega našega zdravstvenega sistema, bolj človek opaža, da imamo res kot prvi zakompliciran sistem, kot drugič pa nek sistem, ki dejansko omogoča precej nekih, bomo rekli, čudnih praks, da tako rečemo. Seveda, v medijih se največkrat poudarja določene prakse, ki se dogajajo, ampak se dogajajo v neki izraziti manjšini, ampak se dogajajo. Težko je potem reči, ja, te prakse se ne dogajajo, oziroma nismo za to, nismo pohlepni, nismo, ker pa oni rečejo, pa unga, pa tistega, in potem se vidi, ja, tiste pa res v bistvu. Tako da mislim,
da mogoče osnovna, vsako, kar sem se uspel nekako pozanimati oziroma informirati v zvezi s tem, je mogoče osnovna tista stvar, kjer dejansko se te črne, recimo temu črne ovce, da bi se na malo drugačen način izpostavile, no? Iz strani drugih, ki želijo delati za bolnika, ki želijo delati za to, da bomo imeli učinkovit in strokoven in torej dober zdravstveni sistem. Kaj imaš recimo v mislih, Janez? Tako kot so včasih recimo goljufive peke pomakali v Ljubljanice, kaj takega? To ne vem, kam jih je treba pomakati, ampak zavedamo se, da obstajajo recimo ves čas se poudarja recimo iz strani torej tako imenovanega glasu ljudstva, da obstajajo zdravniki, ki dopoldan nič ne delajo, zato da lahko popoldan delajo. Ko se pozanimavaš pri zdravnikih, ali to drži, ali to ne drži, kaj je zdaj s tem, kaj ni s tem, bodo zdravniki rekli, v večini to ne drži. V večini primerov delamo dopoldan, pa zato da torej, zaradi različnih razlogov delamo še popoldan kakšne stvari, oziroma enkrat na teden, dvakrat na teden, kakorkoli. Ampak dopoldan svoje delo opravljamo toliko, ko nam ga naloži Zavod za zdravstveno zavarovanje, to oddelamo in to v skladu z vsemi normativi in tako naprej. Bojo pa rekli, hkrati pa tudi, poznamo pa unga enega tam, ki pa tako počne to, ki pa res se ven izmika, ki res, ne vem, recimo na smučanju daje diagnoze, ko nekje v Švici smuča, pa daje diagnoze, pa tako naprej. In take stvari se mi zdi, da bi se mogle bolj izpostaviti. Seveda so pa to ravno tisti ljudje, ki imajo v zdravstvenem sistemu največ vpliva, ki so nekako zelo, kako bi se temu rekel, zelo velik faktor pri napredovanju, zelo velik faktor pri tem, kako bo nekdo v nekem zdravstvenem sistemu funkcioniral. Tako da, imamo tukaj se mi zdi kar eno tako težavo s temi zadevami. To je samo ena izmed stvari, jaz sem eno izmed stvari zdaj navedel. So seveda tudi drugi, ko se dajo te argumenti v zvezi s tem, kaj se je narobe s tem zdravstvom, ali ne vem, visoke plače. Potem pa poslušamo, eni imajo 10.000 evrov, enim pa poslušamo zdravnike, ki nam kažejo tudi plačilne liste, imajo pa 1.500 evrov ti mladi zdravniki oziroma začetniki. Plače niso visoke, vse dodatno delo, tako kot drugje v javnem sektorju, se pa pač dodatno plača. Se to, in pol imamo ta sistem. In pol imamo ta sistem, torej 40 plus 8, in potem rečemo, se zdravniki so dovolj plačani, zakaj jim je treba še delati? Je zato, ker s temi 40 plus 8 urami dejansko niso, ne vem, poznam zdravnike z velikimi družinami, ki pravijo, to ni zdaj neka plača, ki bi lahko zdaj si mi prvošali, gremo kamorkoli, ne vem, smučati ali ne vem kam na morje ali ne vem kam. To je pač plača, s katero seveda normalno živimo, ni pa to nek luksus. Tako da, potem si zdravnik reče, moram še nekaj, če hočem si saj malo luksusa recimo špogati. Tole me zanima, Matevž, zdaj ta hajka proti zdravnikom, ki jo je na nek način sprožila vlada, Zdaj, vemo, ko je nastopila mandat, Gibanje Svoboda na čelu z Robertom Golobom, so obljubili svobodo, ampak so takoj navedli tudi izjeme, recimo, ne vem, vsi, ki niso glasovali recimo za Svobodo ali pa vladajočo koalicijo, recimo volivci SDS, za njih svoboda ne velja, za marsikoga drugega še ne, za neprimerne, po njihovem mnenju, zaposlene na RTV Slovenija, za drugače misleče in tako naprej, svoboda ne velja. A misliš, da ta gnev proti zdravnikom že tu ven izhaja, nekako iz te njihove predstave v svetu, kjer če nisi z nami, si proti nam, in če si proti nam, potem pač so zoper tebe dovoljena vsa sredstva. To je del iste logike, to je del pač neke mentalitete, ki jo sedanja vladajoča garnitura izraža že od dneva nič, od trenutka, ko so prišli na oblast, oziroma še prej, konec koncev, o obračunavanju s temi in onimi, je predsednik vlade, ko še to ni bil, razlagal že pred volitvami nek boj, nek lov oziroma obračun s fašizmom, ki je pač očitno, ki obstaja samo v njegovi glavi in glavi njemu podobnih in podobno. Potem ta lov na janšiste, ki ga je napovedal že, mislim, da bi bilo že preden je sploh vlada bila vzpostavljena, ko se je pogovarjal z tedanjo kandidatko za ministrico za notranje zadeve, Tatjano Bobnar, to je Golob nekako urbi et orbi malo da ne ponosno povedal, da
da je njena glavna naloga, da je bila obračunavanje z janšisti. Te ni izpolnila, zato je morala iti. Tako je, in to je dejansko neka, lahko bi rekel, neka taka neoboljševiška logika, ko pač je pač osvoboditev, ampak ne za takvane razredne sovražnike. In tukaj tudi očitno zdravniki sodijo v to kategorijo razrednih sovražnikov, poleg mnogih drugih, poleg, ne vem, cerkve, poleg kmetov, poleg janšistov, jasno, in vseh, ki pač ne razmišljajo tako, kot razmišlja sedanja vladajoča garnitura. Zdaj, Janez, prejšnji minister za zdravje, Bešič Loredan, je bil na veliko oglaševan. Že pred volitvami celo sam je rekel, če bo Gibanje Svoboda zmagalo na volitvah in oblikovalo vlado, bom jaz minister za zdravje. Prvič se nam je zgodilo, da je minister za zdravje bil tudi podpredsednik vlade. Nek tesen odnos bi naj bil med njim pa med predsednikom vlade, imel je velika pooblastila in tako naprej. To se je zelo na hitro sfižilo, vemo, kako se je končalo, vemo tudi, kako je končal minister. Zdaj, aktualna ministrica v primerjavi s tem, kar sem povedal, praktično popolna neznanka, brez omembe vrednih političnih izkušenj, nekih upravljavskih izkušenj v javnem sektorju in tako naprej. Valentina Prevolnik Rupel, kaj lahko ona v tej aktualni situaciji sploh stori? Je ta zdravniška stavka prevelik zalogaj zanjo in če je, kaj potem? Jaz mislim, da Jaz mislim, da je prevelik zalogaj zanjo. Se mi zdi, da sicer, kolikor sem uspel nekako tudi soočen iz intervjujev, bolj kot iz soočen. Njenih nastopov, Tako, na katerih se je pojavila razbrati, nekako sistem vsaj relativno dobro pozna, vendar mislim, da kompleksnost tega sistema, pa kompleksnost težav, s katerimi se moramo že enkrat dejansko začeti ukvarjati, torej tudi z nekimi sistemskimi nastavki, odtekanja denarja in tako naprej, kar si ti tudi v oddaji že leta in leta trajbo, da tako rečem po gorenjsko. Se mi zdi, da je enostavno preveč zanjo. Da tukaj rabiš res močnega pogajalca, ki bi imel jasno vizijo. Seveda, če si opazil tweet Janeza Janše, on je predlagal, da bi na vseh pogajanjih se pogajal predsednik vlade, torej Robert Golob. Ampak mislim, da tudi on nima neke posebne želje po tem, da bi se te problemi razreševali. Hkrati pa se mi zdi, da tudi približno nima neke primerne vizije, oziroma da bi imel neko kapaciteto intelektualno, da bi to vizijo, ki jo tudi nima, ampak da če bi jo imel, da bi jo spelo. Tako da seveda, na določenih področjih je lahko intelektualno zelo močen, predvsem v tem čiščenju janšistov, tako kot sta z Matevžem ugotavljala, ampak na drugih področjih se mi pa zdi, da enostavno ta vlada res nima kapacitet, kar se seveda, tako kot smo rekli že, in tako kot si ti rekel, kar se je že pokazalo s tem sporazumom, z Loredanovim sporazumom, ki je za njim stala vlada, in se je skrižil popolnoma v nič. Torej, kot da, to smo se res zmotili, da gremo nekaj čisto drugega sestaviti. Tako da se mi zdi, da enostavno v tej konstelaciji vlade dejansko nimamo kakšne posebnega upanja za to, da bi se kaj pametnega izcimali iz tega. Zdaj, kaj pa je rešitev, pa jaz v tem dvoletnem obdobju, v katerem je ta parlament še obstaja, ne vidim kakšne posebne rešitve. Mogoče samo ena opaska za obračunavanje z političnimi nasprotniki, kot je recimo to čiščenje janšistov, ni potrebna neka posebna intelektualna moč, ampak je potrebna klasična moč, pa že gola moč, da temu lahko rečem. To vemo že od rdečih merov, če To nosiš je očala, neka potem si zadostna brutalnost tukaj zadostuje. Ti najbolj brutalni režimi, tisti, ki so najbolj brutalno obračunavali z sovražniki, pač niso bili jih niso vodili ljudi z nekimi intelektualnimi presežki. Tako da to je treba razumeti malo tako cinično. Zdaj, Matevž, če poskušamo eno vzporednico potegniti, ne stavkajo samo zdravniki, stavkajo tudi sodniki in tožilci. Vemo, kako se je tam začelo. Prišel je predsednik vlade in je rekel, evo, vsem 600 evrov neto plače več na mesec pa roka, to seveda ni šlo. Zdaj, tukaj imamo podobno ali obratno situacijo pri zdravnikih. Tu je bil celo sporazum podpisan z ministrom, pa tudi ni funkcioniral v praksi. Zdaj, oboji stavkajo. Zdaj, misliš, da sodniki pa tožilci kaj pozorno spremljajo dogajanje okoli zdravniške stavke, ker na koncu lahko vprašamo, kako lahko država funkcionira, če bodo
kmalu stavkali praktično vsi družbeni podsistemi. Pa jaz mislim, da je tukaj eno in drugo. Ne? In to, kako se je začela ta zadeva pri sodnikih in tožilcih, in to, kaj je razlog za zdravniško stavko, da so to del enega in istega. Ne? Eno in drugo odraža diletantizem aktualne vladajoče garniture. Eno je, na eni strani imamo to neko rokohitrstvo, ko pač predsednik vlade neočitno po nekakšnem navdihu ali čem podobnem izjavi pač neki prisotni publiki, da vam bomo 600 evrov več, verjetno se je to njemu utrnilo takrat na licu mesta, in takrat, na licu mesta je tudi požel ovacije, ampak potem, ko se je izkazalo, da stvari vendar ni tako enostavno, potem so pa tudi nekako pač dotični videli, da se jih je želelo žene čez vodo odpeljati. Pri zdravnikih je pa stvar še bolj problematična, ker tam pa ni šlo samo za neko izjavo, ampak je dejansko bil sporazum, ki ga pa očitno predsednik vlade jemlje približno enako resno, kot to izjavo, ki jo je dal sodnikom in tožilcem. In normalno, da je tukaj na ta način težko pride do nekega zaupanja. Težko nekdo zaupa nekomu, ki vemo, kakšen odnos ima ne samo do izrečenih besed, ampak tudi do tega, kar je podpisano. Zdaj, Janez, še nedolgo nazaj je imel predsednik vlade kar precej težav z lastnim zdravjem, zdaj jih na srečo ta hip nima, Bog ne daj, da bi se mu to ponovilo, ampak vendarle, če se mu, misliš, da bo takrat drugače začel gledati na zdravniško stavko? Mislim, da ne. Mislim, da je koncept, torej konceptualno, torej koncept, ki ga imajo on in njemu podobni izven tega sistema. Torej, njemu je vseeno, kako funkcionira, v principu vseeno, kako funkcionira javno zdravstvo, on si bo že našel pomoč, kjerkoli si jo bo že zaželel. Tako da se mi zdi, da tudi iz tega vidika nekako ni, mislim, težko presoja, koliko je to res problematično. Zato se mi zdi tudi mogoče še eden, torej četrti že mogoče razlog, da se dogaja to, kar se dogaja, torej da se na tak način zoper zdravnike nastopa, tudi zoper zdravnike, ki res nimajo, mislim, ki res srčno upravljajo svoj poklic in nimajo nekih ultimativnih, pogoltnostnih, recimo temu, vzgibov. Dobro, bomo videli, kako se bo celotna stvar razpletla. Vsekakor nikomur ne želimo, da bi potreboval zdravnika, če pa ga slučajno rabi, pa vemo, kje ga lahko najde tudi med stavko. Dr. Matevž Tomšič, Janez Zupan, najlepša hvala za vajine današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj vlada ne želi končati zdravniške stavke. Že 997. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali: država proti šolanju na domu. Zakaj vlada zaostruje pogoje za šolanje na domu in zakaj starši otrok, ki se šolajo na domu, želijo za to denar. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.